Coolcast. Tole je Coolcast. Zurška Majdič, Uma. To se sliši, da je ful vele Uma, kao ful sem pametna, jaz sem Uma, tako veliko glavo imam. Coolcast s Klemnom Bučanom. Povej, Cool jutro, stvar, ki si se jo najbolj bala, vstajanje. Kako je šlo prvi teden? Jaz sem itak navajena neprespanost, tako da v bistvu ni bilo nič drugače, mogoče sem mogla se navaditi na to, da vstanem, ko je zunaj tema in semafori še ne delajo in parking dobim tukaj pred stavbo. Tako da to je bil tisti šok, tako da v bistvu same pozitivne stvari, nič tazga. Mal me je mogoče na začetku medel to, da mislim še vedno zato je ko mi en teden za mano, ne, da ne bo pomote. Ampak ta ritem jutranji, ker v bistvu ljudje so že čist po koncu in pripravljeni na energijo, na delo in gremo v dan. Ja. In v bistvu sem v to se tudi jaz nekako vklopila, zato da nismo zjutraj tako zaspani, daj mi kavo, če ne, jaz ne bom tega zvozila. Ampak tako, power, gremo, mi smo tukaj, ekspres, na polno gremo v boljši dan. A pa misliš, da so res pripravljeni, a so oni tako, da lahko se malo... Jaz sem vedno se sprašujem, a so oni tako na drugi strani, wow, kako je fajn, full Klemen, full power, so tako, pa da je človek umir se 6 ura, lahno, da ne mi zdaj s temi energičnimi, da ti musko lepo reči dobro jutro, jaz sem tudi zmateran, imamo lep dan vsi skupaj. A misliš, da so vsi tako, ko me čakajo, da jih dvignemo? Ne, to je full good point, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo vsi tako v krivuljo narejeni, tako da malo rabimo powerja, malo pa tudi zdaj pa sem malo miru, zdaj bo pa en Phil Collins, zdaj bomo pa malo se umirili in zdaj pa spet zadihamo in gremo naprej, kava je popustila, čas je za ali še eno kavo, ali pa da grem zdaj tja malo skakati, tako da, različne so ti. To je tvoja prva služba tako zgodaj zjutraj? Ja, prva služba tako zgodaj zjutraj, Jaz sem bila projektni menedžer, bila sem tudi že na radiju, ampak v popoldanskem času, na televiziji, ko smo delali v bistvu projektno, se pravi, smo bili cele dneve, ampak tako zgodaj zjutraj smo imeli recimo za masko, za priprave, pa tako, da bi pa morala že tako zjutraj odklepati in se bati, se bo odklenila ali ne, a bo kartica delala ali ne, in prideti prav prva v temno stavbo, zaliti rože, skuhati kavo, to pa ne. Še nisem nikoli zalil rož. Kje se ti rože zalivajo? A nisi videl žive rože, so kle v stavbi? Ne, jaz nisem videl teh rož. Že 5 let nisem videl rož. Kje so? Vem, na hodniku so, Že tukaj za tabo so neke rože, samo te mislim, da se ne zalivajo. Ne boš to je iz Ikea. Ikea? Ja. Laj bi sponzorirali. Coolcast, le kakšne rože imamo? To bomo po mojem izrezali, razen če bo Ikea res kaj sponzorirala. Umetne rože, le. Da ne bo kaj padal dol, pa potem bo tale Coolcast zelo hitro se končal. Da ne bo rekel, da jaz ne zalivam rož, ki jih ne rabim, ker so umetne. Sam hotel sem ljudem pokazati, da skrbim za moje umetne rože in jih ne zalivam, ker to brišeš prah, torej. Ne, tudi to ne. Tudi za umetne rože treba. Pustimo zdaj rože pri miru, a ne? Si vedno hotela delati na radiju, ko si bila majhna, si hotela biti baletka ali pa policaja ali pa neki? To si ful dobro izbral primere. Jaz sem hotela biti baletka. Se mi zdi, da vse punčke imamo neko fazo, kako hočemo biti plesalke baletke. Mislim, ne vem, tudi jaz sem imela faze, ampak najdlje je trajala faza arheologinja, Indiana Jones, obsesija pa tako. Potem sem pisateljca, sem dejansko napisala prvo knjigo, pač primerno starosti, nekje pa 11 letih. Pa poskuse scenarijev in tega, tako da sem že zelo zgodaj pisala. Nisem vedela, kaj bom in v bistvu se to do danes ni spremenilo. Kakšno knjigo si napisala? O čem je govorila? Bil je roman. Domišljijski roman. Koliko strani? Zdaj pa se ne spomnim. Vem, da je bil en zvezek, tak zelo krdebel zvezek s črtami, ki sem ga popolno popisala, pa še nekje sem še dodajala liste. Tako da, ja. O čem se je šlo? O popotnici, ki je raziskovala neznane svetove. Jaz še danes v bistvu sem zelo rada imam znanstveno fantastiko, pa te pač pustolovske zadeve, pa tako da sam sci-fi je moja najljubša. Kdo je najbolj cool sci-fi? Star Wars ali Star Trek? DC ali Marvel? Ne, to bo cela vojna, če to začnem. Ja, daj povej, kaj ne, sej, oboje je cool, ne, jaz sem bolj na Star Wars, no. Bolj za Star Wars. Star Wars. Ja, sploh Han Solo. To je bil moj najljubši lik, poleg princese Leie.
ki je bila pač prav tak prvi ženski lik v bistvu v filmski zgodovini, ki je bil tako močen, se pravi, ni bila samo princeska, ampak je bila tudi bojevnica, diplomatinja. In to je nekaj tazga, ker se mi zdi, da je to tak zelo dober vzor za punce in ženske. Jaz bom sam to naredil. In gremo naprej, se že ne strinjava. Marvel DC, kdo je bolj cool, Batman ali Spider-Man? No, to pa zdaj težko me sprašuješ, ker to pač moj sinko ima rad oba. Tako da, oba imata neke dobre lastnosti. Batman ima gadgete, on ima tiste napravice, razne, ima Batcave, res je cool, tak, tamačen, pa tako ima tako si pomaga, ampak Spider-Man ima pa super moč. In vedno, če lahko zbiram, bi raje imela pa super moč kot gadgete. Še boljše pa seveda oboje, ne? Ja, recimo. Ja. Kje si se kaj si začela si pisati? Kaj si hotela pol to, ker si napisala, prebirati ljudem? A kje si se pol znajdla v radiju? Oziroma bom tako rekel, vemo, da si tudi glasbenica, je bila prej glasba, je bil prej radio? Glasba. Glasba je bila že skozi, vse moje življenje je glasba. V bistvu že... tudi pisati muziko sem začela zelo zgodaj. Imam prvi posnetek, v bistvu, ko sem bila stara 5 let, se pravi to, kot je zdaj moj sinko. Sem se snemala kar sama, ker takrat smo imeli še kasete. Ja, ki si pritisnil Red Play. Nekateri ne vejo, mogoče z mlajše generacije, kaj to pomeni, Red Play. In sem presnela celo kaseto ene muzike od očija. V glavnem, ja, to so bili taki prvi, pa klavir se je začel, pa pela sem takoj, v osnovni šoli sem imela takoj pevske skupine, pevske zbore, pa to me je takoj privlačilo, uživala sem v tem in sem začela tudi zgodaj skladati v bistvu. No? In v bistvu usporedno tudi pisati besedila, tako da vsakeč me sprašujejo, kaj najprej napišeš komad ali besedilo, jaz v bistvu to je kar usporedno, nekaj se začnem peti in potem se začne porajati melodija in tudi besedilo, ki nekako sodi v to atmosfero. Se pravi, v bistvu ti pišeš besedila in glasbo. Ja, ti nisi tako kot te Beyoncé, pa to, ki imajo 100,000 writerjev, pa ona v bistvu sama reče hello, in nič pa drugega ne ve. Mislim, Beyoncé je fenomenalna pevka, zelo, tako, res talentirana, 100 na uro, ampak jaz spoštujem to, da si izbereš to, če je njen talent, izvedba, pač zelo dobra vokalna interpretacija, prav, da je dala full fokus v to. Jaz pač imam mogoče težavo, ker nimam fokusa, ker mene vse zanima. Grem tja, me tisto zanima, pa bi prebrala o tem knjigo, pa bi šla kar še na tečaj, tako, in me hitro zgubim fokus. Ne. Včasih je boljš, da obdržiš fokus za nekaj, kar veš, v čemer si dober in potem to razvijaš. Ne. Če ne se zgodi to, kar pravijo master of none, se pravi, da imaš ne nujno. Master of all. Ampak of none. Master of all je pa tako, moraš imeti pa res pol tisto super moč, ko so se prej pogovarjala. Ja, Freddie Mercury recimo, ne? Ja, ampak je bil res master of all, a veš, pač cool je, da obvladaš več področji. To je, se mi zdi, v današnjem času kar nujno, zaradi tega, ker moramo biti sam veš, prej smo se pogovarjali, moraš biti sam svoj menedžer, moraš sam sebe tržiti, moraš znati računovodske zadeve, pa to, razen če imaš toliko denarja, da že lahko... Mami, dela to. Bravo, mami. Pomagam. Ja. No, tako da moraš obvladati več področji. Sploh v glasbi ni več samo glasba, nažalost je to industrija, kjer se moraš pač tudi prilagajati in moraš vzeti v zakup določene zadeve, da če hočeš, da se tvoja skladba predvaja, moraš upoštevati tudi recimo neki trenda, pa te zakonitosti, ki spadajo zraven. Tukaj pa že produkcija, se pravi, tako, ko sem jaz romantično gledala kot majhna, pač glasba, oboževala sem Čajkovskega, že kot majhna, pa v bistvu sem pol videla, da je v današnjem svetu res ta stvar, kar se tiče pisanja glasbe, razvoja tega in da poslušajo tvoje komade, pač čisto drugačna. Ne? Ni samo to, da uživaš v tem, ampak je še cela zgodba okrog tega. Da mi povej nekaj, si bila prej po radiju ali na radiju? Se pravi, so te prej vrteli po radiju tvojo glasbo, a si prej govorila po radiju kot moderator? Prej so vrteli mojo glasbo na radiju. In to kar nekaj let. Prvič leta 2000, ko smo zbili takrat še bili Spraviti parking, dali prvo plato ven, prvi album, da ne bo pomote, glasbeni album ali Zgoščenka še takrat. Modra pravljica je bil prvi. In takrat to so bili čist nori časi, res posebno doživetje, zame je bilo to velik stres, zato ker sem bila do takrat tako boleče sramežljiva, da mi je bilo res mi je bilo težko priti tja na oder in peti moje komade, ker sem bila stalno samo mogla sama sebe prepričevati,
a je dosti dober, kaj bojo rekli, ne, tako. Potem pa sem se naučila to nekako odmisliti in sam pač uživati na odru, razvila sem nek alter ego, sem na oder in mi je ful pomagal priti skozi, ne. Tako da, potem smo zdaj še 4 plošče, oziroma 4 je bilo z Bilisi, 1 je bila pol moja samostojno in potem je bil še soundtrack za film Nekaj sladkega. V bistvu za takrat tiste čase, 20 let, mislim, to je 24 let nazaj, ne, takrat so bili kaj, takrat so bili Siddharta, Bigfoot, Mama, Bili ste bili takrat zelo močna skupina, ti si bila ena redkih ženskih vokalistk v rock skupini, bom rekel. No? Ja, takrat smo se kar nekako našle, sva bile recimo takrat prva pevka od Tabu, Nina, kar precej smo skupaj nastopali in smo žurali in je bilo full fine. Sicer ona je čist drugačne vrste performer bila kot jaz, se pravi na odru je čist drugače delovala kot jaz in oboje je bilo pač ne morem primerjati, neprimerljivo je, zato ker so pač drugačne in oboje je bilo zanimivo in cool in zato se mi zdi, da so naša benda velikrat skupaj kombinirali, zato ker smo si bili dosti različni in ravno prav podobni, ne. Kje si bolj najla to, si rekla, jaz full fine pojem, imam ta lep glas, pojem, da bomo še kaj povedala, kako je bilo to, kje si ta radio najdu? Ja, ti hočeš na vsak način navezati na radio, radio je pošel res poznaj, a ne. Vse to prav, najprej sem bila glasbenica, najprej sem bila vse te zgodbe, potem pa, ko sem že v bistvu že precej ustvarjala kot glasbeno in se že nekako ta svet glasbeni izpel zame v smislu nastopov, koncertov, sem imela že poln kufer vsega, sem se pa hotela bolj umiriti in se v bistvu na nek način skrit za mikrofon. Mi je bila zanimiva ena čist nova dimenzija tega. Se pravi, da me slišijo moj glas, ampak ne v smislu pač petja ali pa predajanja glasbe, ampak v smislu predajanja vsebino skozi radijski medij. In to mi je bilo spet nekaj novega in zanimivega in mi je bilo v bistvu zelo všeč takoj, no. Čeprav je bilo tudi stresno, zaradi tega, ker tudi ni nobenega feedbacka. Jaz sem bila navajena na odru, da si dobil neko ploskanje, feedback, videl si mimiko, grimase ljudi. Ne, sam veš pri stand-upu, dobiš nazaj feedback, ti se na to orientiraš, ne, točno veš, ok, ta šala ni šla, to gremo naprej, ali pa tako, to pa užgal, ne. Pri muski je zelo podobno, ne, tukaj pa ni feedbacka, tukaj pa edino, če kaj narobe narediš, pa prileti ekipa noter. Feedback je sosedno zabe. Ko smo zdaj to razlagujem, da nikoli več tega ne rečeš po radiju, halo, čak. Ti si zdaj lepo, da si na napačnem radiju, veš, tudi to je pri teh, ne, si predstavljaš. Ti si bila že na kjenem radiju? Ne vem, kada je škalovi signal, ali kako si že reči. Ja, tisto kalovi signal, tista stvar kalovi signal. A si tudi tam razvila kakšen alter ego, da ti je bilo lažje, ali? Pa niti ne. Potem ni bilo več to potrebno, zaradi tega, ker sem bila itak nekako skrita za mikrofonom. Ampak ja, se mi zdi, da se vsi malo, ne bom rekla, da spremenimo, ampak najdemo en drug del sebe takrat, ko smo na mediju. Ker predtem sem pa delala tudi na televiziji, je pa spet nekaj drugega, ne. Tako da v bistvu lahko rečem, da sem spoznala vse medije. Zdaj kaj še novega? Instagramu še. Na vesoljsko postajo bi šla. SpaceX. Take me with you. Ale, Jurška, vse pa tudi ne moreš. Čeprav zdaj SpaceX je popularen, zdaj mi ful retuje. Tako da mogoče sem videla, dobro sem videla, dobro mi je uspel. Mogoče bo rabila, še tam kaj povedala. Ja. V koliko časa si bila na tistem radiju na Antena? Na Anteni? Ja. Zdaj moram prav pomisliti, mislim, da je 4 leta, nekaj tajskega, ali 3 pa pol. Ne vem, če točno več. Dolgo tega, zato ker sem bila porodniška in čist drug svet se mi je odprl. Tudi jaz se mi zdi, da sem kot oseba, ne bom rekla, da sem se ful spremenila, v osnovi sem pač ista Urška, ampak sem pač neki en nov del mene se odprl takrat, ko sem postala mami. In vmes si posnela še film, Nekaj sladkega, v katerem sem tudi jaz igral, ampak sem zelo hit umrl. Ne si dal tako vlogo, da sam si dobro umrl, dobro. Čeprav kakor nisi umrl, no? To ne vemo. To smo pustili odprto, tako da, če si se ti odločil, da si umrl, si zate umrl, samo jaz... Jaz sem kar umrl. Ne, ni bilo tako mišljeno. Ni bilo tako mišljeno, samo da... Hotel sem ti povedati, da ne bo več zastonj igral zate, to sem hotel. Umrl sem konc filmske kariere zame. V Sloveniji te filme še niti centa nisem zaslužil, nobenega po 2 sem igral. Okej, dobro, ja. To pa res, zbiraš take filme, ko so res ful dobri, ampak nič ne prinesejo. Ja, nič ne prinesejo, totalno nič. In ta film je bil to je bilo kar naporno, to je bil projekt, ki je trajal 2-3 leta, koliko časa je bilo to vse od priprave scenarija, castingi, kino, promocije, to je bilo ful naporno, to je bilo zdaj ta vmes med radijem, porodniško in zdaj recimo, to je zadnji res velik tvoj projekt bil. Ja, to sva takrat s Tinom se lotila, tako kar malo brez glavo, on si je pač želel skozi narediti film, mene to skozi zanimalo nekako.
Pa sem rekel, da greva v to, ne vem, si nora, pa tako, ja, da greva. In v bistvu mi je pa to kasneje očitil, rekel, ti smo prepričala, da gremo v to. Ampak mislim, da tudi njemu ni žal. Zato, ker je pa res taka življenjska izkušnja, res se ful naučiš iz tega. Je bilo pa na trenutku res tako zelo težko, da sva razumela, zakaj se folk ne loti tega kar tako, sploh brez sredstev v štartu. Ampak si bila tudi igralka v tem filmu. Ja. In v bistvu Mitja Okoren je najbolj od vsega, on zna zelo skritizirati, ampak najbolj od vsega je vaju pohvalil, kako sta bila kul policaja, ki sta imela tako zabavno, funny, neumno kemijo in sta res bila zabavna. No? Ja, hvala. Ja. Mitja je v bistvu bil kar mentor, kar se tiče celotnega filma. Veliko je kritiziral, ampak to sva rabila. Sploh, kar se tiče scenarija, zato ker jaz sem prvič v bistvu pisala scenarij za film. In Tin je že imel neke izkušnje od prej, ampak nikoli za celovečerni film. In v bistvu on je zelo dobro v strukturi, jaz pa sem pač metala ideje, pa pisala dialoge, pa tako in v bistvu skupaj sva nekako naredila potem nekaj, kar je rekel Mitja, to je preveč. Ven, to je preveč, to je balast, tako da je bilo treba rezati. Meni je bilo to najhujše, ne, ta prizor mi najljubši, to je ful dobro. Ne bo dobro izpadel na filmu. In to je pač ta v bistvu preklop, kaj izpade dobro na papirju, v to, kaj izpade dobro v filmu, je pač tisto, kar je bil nama tako ful, wow, mind blowing. Ne? Tako da, mi da so si tisti vlogi napisala čistko za foro. So rekli, da grejo tako. Še Tin je tako na začetku rekel, pa kje bomo imela cajt še to, ne, pa tako, ne bomo imela niti cajta se učiti teksta, pa ne bomo se učila teksta, zdaj bomo improvizirala, okej. Tako da sva za foro napisala tekst in jaz se prav spomnim tega, pač, ko je bil še Saško pri nama, ona dva sta še spila nek napitek, jaz sem šla pa pisati, pod vtisom tega, tako kaj bi še lahko tukaj, a ne. In se prav spomnim, da je bilo najprej dilema, ali bi to obdržali noter ali ne. Pa so pa kar obdržala. In potem je bilo na koncu res tisto, kar je Mitja rekel, tako, pa to je zakon. Veš, ne bi smel, to bo cel film bi mogel biti impro-liga. Prav res imaš prav. Včasih je to bolj zaradi tega, ker se na tak način ne zgubi tisto prenos iz napisanega na kamero. Sploh, če nimaš izkušenja. Zdaj, nekaj izkušnja je, samo dejstvo je, da to je res veliko znanja, veliko pisanja, predvsem pa rewritinga oziroma ponovnega pisanja. Ok, poleg glasbe, verjetno kaj delaš, kaj nove muzike, a si zdaj samo pri nas na radiju? Kaj si trenutno delaš? Kaj zdaj imaš, kaj ti je zdaj tisti fokus, poleg seveda Chris Maja, ki je itak normalno, če si oče ali mati, to je vrhunc, ampak vseeno verjamem, da nekdo, ki je, wow, mislim, čak, ti si zdaj, jaz sem se počutil zdaj ogroženega, jaz sem multipraktik, ti si bila wannabe baletka, arheologinja, scenaristka, pisateljica, pevka, radio, film, scenarij, igranje. Sam še skajtat začneš, pa bom res ogrožen. Ne, pač kar se tiče športa. Sej res, ti še ninja. Ja. Še to, on je še ninja. Ne, mislim, da vsaka ženska je vsaj mal ninja. Ti si res ninja? Ja, ninjutsu treniram, ja. A ninjutsu se reče? Ninjutsu se reče pravilno, ja. In imaš sablo? V bistvu pravilen izraz ni ninja, ampak shinobi, zato ker ninja povezujemo nekako s tistimi ubijalci iz stare Japonske. Ampak ja, je pa tako ljubkovalno ime ninja, ja. Imam tudi meč, ja. In palce in šurikene. Pa še kaj. A čak, imaš kaj so kaj je to? A tega pa nimam, ne. Nimaš? Nimam, še. Še nimam, ja. Čak, kaj imaš to, kakšen pas, kako to napreduješ v tem tvojem ninjutsu? Ja, pri nas je rangiranje malo drugače. Ni tako, kot recimo pri karateju, ki sem ga tudi že trenirala, sam je čist je drugače. Ne, nisem, jaz sem ful miroljuben človek. Ja, se izgledaš ful miroljuben, ampak znaš pa vse, da če slučajno ne bi bila, če bilo kdaj potreba po ne biti miroljuben, pač razbiješ vse. Sprav, če kdaj frka tebe, pokličem nobenega drugega. Ne mojih frendov s Kranov, Albancov, pa teh, ki jih ful poznam. Čeprav Kransterdam je kar na hard, ne, to bi kar, jaz se ne bi špilala z njimi. Nima noben toliko orožja, kot ti. Ti imaš vse. A to pa res, čeprav največje orožje je naše telo, ne. Tako da res, telo je pravo orožje. Orožje je samo podaljšek gibanja telesa. No. Okay, ninjutsu je zelo naravno gibanje in v bistvu poudarja, pač razvit je bil na bojnem polju sicer, ampak so ga razvili v bistvu navadni ljudje, kmetje, ki so imeli, ne vem, so vzeli
tisto neke vile in so to uporabljali in pol iz tega se je razvilo orožje. Se pravi, tudi ženske so se morale braniti, kadar moških ni bilo doma in so jih napadali, so bile v bistvu zelo, zelo dobre bojevnice, kunoiči. Kunoiči, se pravi, v bistvu ta kunoiči kmetica. Kjer rang te kunoiči šinobi si ti? Ja, kmetica zato, ker se je dejansko razvilo na pač ruralnem oziroma v kmečkem okolju, ampak ja, zdaj razvoj tega je šel tako daleč, da kunoiči so danes zelo, zelo dobre bojevnice v mestu in na kmetijah tudi verjetno. No, to je povej, kjer pasma že, no. Ne, to ni pomembno tukaj. Ja, pa me zanima, kjera lahko povem, stopnja tega. 6. Q imam, ja. 6. Q. Ja. Se pravi, se učim zdaj za 5., ki je nekako največji korak do šodana, največji korak do črnega pasu. Se pravi, se zelo počasi napredujem, ker sem vmes veliko manjkala, pa še porodniška bila, pa tako. Ampak tukaj ne gre za hitrost napredovanja, ampak gre za poglobljenost. Zaradi tega, ker tukaj je toliko enih detajlov in je cela umetnost iz tega, no. Zelo globoko v kulturo. Imamo recimo tudi dihalne vaje, imamo raztegovanje, imamo tehnike, ki so zelo kompleksne, pa imamo tehnike, ki so manj kompleksne, potem še orožja, stalne seminarje, tako da je zelo taka celostno kompleksna zadeva. No. Sprav, ti si vse 4 ninja želel v eni osebi, če gledaš ta orožje. Ja. Ne, prej si me vprašal, v prvi vrsti sem jaz mami. Tako da ja, če bi mi kdo napadel mojega otroka, bi se mi strgal. Sigurno. Še vedno bi ohranila fokus, ampak ja, bi bilo konc s tem človekom. Tako da boljš, da ne bi kdo napadel mojega Krisa Maja. Ampak pač ja, mami sem v prvi vrsti, ful sem tako. To je toliko neskončno ljubezni, da to ni za opisati in nisem se nikoli predstavljala. Vedela sem, da bom dobra mami, v smislu, vedela sem, da bom skrbna, nisem pa vedela, da bo to taka ljubezen. No? In da bom toliko, ne vem, dala v to energije, ne? Tako pač in da mi ne zmanjka, za ta malga ne zmanjka energije. No? Drugače pa v zadnjem času sem pa res zelo osredotočena na radio, ker bi rada res obvladala ta medij, bi rada imela dober stik s poslušalci in da vse skupaj res zalaufa tako, kot treba, ne? Ker mi je enostavno mi je to delati in bi rada, da dobro zalaufa. In če hočeš, da nekaj uspe, moraš v to dajati energijo in čas. Ja, in vidiš, da ti gre dobro, bila si popoldne in zdaj si že v kul, ste to omenila besedo kul, zdaj si že v kul jutro. Ja, Klemen, ti si res kul, jaz nisem tako cool, jaz sem bolj awkward. Če si šinobi, ninja, nekaj vse. Jaz sem zelo štorasta ninja, drugače. Ti si ta kung fu panda ninja, pol. Ja, to je dober primer. Jaz sem čista kung fu panda. Ne, sem se sicer kar precej manj štorasta, kot na začetku, preden sem trenirala. Ampak jaz sem še kar naroden človek, no. Še kar se mi kaj dogajajo, take stvari, tako zakaj je spet men? Res, bizarno je. Na radiju, vse tudi tukaj malo go with the flow, veš, če se ti zdi, da si nerodna, pa enkrat greš go with the flow. Da si programa ne napiš en dan, pa prav izfuraš. Ja, super, ja, odlično. Ne veš, kaj je bilo prvi dan, ko sem prišla, sem se sesul naš program, ne. In jaz sem tako, odlično. Ja, in bolj je rekel Tomaš, ne, iz našega popoldanskega programa, je rekel, lih tebi se to zgodilo na prvi dan. Tako ja. Ja, tipično. Normalno, ne? Komu drugemu, kot meni. Tako da, ja. Ampak je bilo fajn, zaenkrat je kul. Ja, prav res, zaenkrat je kul. Ja. Urška, jaz ti želim, da zdržiš v jutru vsaj toliko časa, kot jaz. Kaj sem zdaj 6. sezono? Ja, jaz upam, da boš ti še naprej zdržal, ne? Ja, seveda bom. Ja. Jaz držim, meni je super zdaj. Sploh, kaj v svoj en teden, veš. Ja, meni je to ful dobro. To je razlog, da mi je lažji, ker sem vse en lejo. Veš kaj, jutro je naporno, ne moramo reči, da ni. Ja, res je. In biti 5 let v jutru in sploh imeti majhnega otroka, tako kot si rekla, imaš vrtec, hočeš otroka vrtec pelati, hočeš hočem otroka naslednje, daj v šolo pelati. In če bi bil ves čas v jutru, to ne bi mogel. In meni to vse en od tehta. Otroka imam, absolutno vaš otroka rajška katerokoli službo in to, da se lahko v službi prilagodiš, ne, temu, da saj malo jutranjega življenja z družino deliš, tudi če si jutranji človek na radiju, je veliko vreden. In tako, da v bistvu klele mi dva en drugega malo rešujeva, da imava življenje, družino in hkrati še službo, ko imava rada in to službo, kot je jutro. Pa je volk cel in koza, ne?
Drugačno. Volk sit, koza cela. Volk sit, koza cela, jutro kul. Ja. In tako bomo Jutro pa zaključili. ostala kul. Evo, kakšen Ja. kul zaključek smo naredili. Cool cast. Cool cast. Zurško Majdič, Umo, Ninja.